Galeriji Majolka so v četrtek predstavili razstavo Vse poti vodijo k vodi. V stari meščanski hiši, kjer je galerija že od leta 1989, pripravijo približno eno razstavo na mesec. Tudi tokratna razstava akademske slikarke Marije Mojce Vilar je bila posvečena vodi. Voda je po njenem izhodišče ustvarjanja in osnova življenja. Kot izrazito ženski princip je ujeta v njenih slikah, iluzijah. Torej, vsaka slika je iluzija, ko še ne rečem Madonca, tole pa tako realno, kakor bi bila zares voda. Ampak reke same kot take, v resnici je to ena čutna prevara. Na dve dimenziji narediti en prostor ali pa na dve dimenziji, kot je slikarsko platno, sem si izbrala mnogo let nazaj ta zanimiv format 160x60 in sem ga tako rekoč odkrila, ga bom tudi patentirala kot intelektualno lastnino, če se to da. Ampak te slike so nosile prvotni naslov konfrontacije, torej sam sebe vidiš v takem formatu. Predstavljajte si ogledalo, pred katerega stopiš in vidiš sebe, oziroma ko si mal modrejši, pa ko si mal bolj neke stvari že doumel v življenju, vidiš pravzaprav tudi lastne vsebine. Bogato ljudsko izročilo o vodi je predstavila kulturna publicistka Dušica Kunaver. Poudarila je, da je voda največji dar in hkrati najhujša kazen za človeštvo. S pesmimi o vodi pa so dogajanje popestrile ljudske pevke iz Domžal. Poglejmo, če gremo voda, da je bilo pri nas v Barju najdeno najstarejše kolo na svetu. Se reče najstarejši prevoz, kar ga človek pozna. Zdaj govorimo o 30-40 tisoč letih. Da je bilo najdena najstarejša piščalka, se reče najstarejša glasbilo. Najstarejša igla pri nas na Barju, se reče najstarejše orodje človekova. Da je tam, kjer se stikajo evropske poti, iz Pradovnine, zdaj govorimo 3, 4, 5 tisoč let nazaj. Tam, kjer je Baltik, Jadran, po Jantarski poti, pa Črno morje, Donava, Sava, Ljubljanica, kjer se stikajo te reke, te, bi rekla, evropske magistrale iz tisočletij nazaj, da je tukaj naše mesto, danes stoji prestolnica naše dežele. Na vrtu so si številni obiskovalci lahko ogledali tudi film naravovarstvenika in pisatelja Antona Komata, ki je bistvo razstave povzel z besedo Eko-art. V središču razstave je voda in sicer v perspektivi umetnikov, ki jo opevajo vsak svoje strani, torej ljudske pevke, potem gre za pripoved, za legende, za mitologijo, gre za filmsko izpoved, avtorski film o vodi in gre za podobe slikarke, ki upodoblja vodne motive. Lahko bi temu rekli, da je nekako nov koncept združevanja ekologije in umetnosti, nek sklop, ki mu lahko tudi rečemo eko-art. Mislim, da je to novost v slovenskem prostoru. Veste, navdih, že vse generacije človeštva imajo veliko navdih okrog vode, kajti voda spada med najmočnejše simbole človeštva, predvsem v zadnjem času, ko se nam obeta huda vodna kriza, tudi v Sloveniji. Danes ste pripravili zelo pester program. Kakšno publiko s tem želite privabiti? Pestro. Torej vsak bo nekaj našel, nekdo ima rad petje, nekdo ima rad pripoved, nekdo ima rad film, nekdo rad slike gleda. Torej, kot sem rekel, v jedru vsega je voda in vse poti vodijo k vodi, tudi vse poti teh umetnikov, ki bodo danes nastopili v tem performansu.